Pozdravljeni otroci! Danes vam bom prebral pravljico Lorona Cardona z naslovom Zmešane kure. Pravljica pa nosi podnaslov Kokošja zgodba. Bele kokoši so danes že navsezgodaj zagnale vik in krik. Beli petelin Marcel je izginil. Njegova žena Noemi je neutolažljiva. Zanjo je stvar jasna kot beli dan. Podlasica je bila, vam povem. Ne, lisica je bila. Včeraj sem jo videla, kako se potika okrog kurnika, pribije druga bela kokoš, prepričana, da drugače sploh ne more biti. Novica se brž razkokodajsa po kurniku. Črne kokoši se preštevajo znova in znova. Nazadnje, v neizmerno olajšanje vseh ugotovijo, da nobena ne manjka. Med rjavimi kokošmi kokota vse povprek. Nikjer ni najti vrle tolste Gertrude. Veliki svet kokoši skliče izredno sejo, da pretuhtajo dogodke. Kar je preveč, mera je polna, tako ne moremo več živeti, najti moramo rešitev. Kokoši od razburjenja ne zmorejo več sedeti pri miru. Z vseh strani kokodaje letijo ideje in predlogi. Postavimo nočno stražo. Oborožiti se je treba, utrditi moramo ograjo, nastavimo past. Kaj kmalu ne slišijo več druge. Tedaj se napihne črni petelin in prosi za besedo. Najprej se v dolgoveznem in nabuhlem govoru pokloni izginulim, potem pa prida. Nikar ne čakajmo, da se lisica ali podlasica vrne. Le poglejte, koliko nas je. Združimo se, pokažimo, kako močni smo skupaj in oblikujmo vojsko. Napad je še vedno najboljša obramba. Čemu bi čakali, če lahko izkoristimo prednost presenečenja? Tako izvrstno govori, da se vsi strinjajo. Nato si besedo izbori rjavi petelin, ki ima boljšo zamisel. Oblikujmo 3 vojske. Bele kokoši, rjave kokoši in črne kokoši. Črni petelin mu vljudno odvrne, da je bolje imeti enotno vojsko. Če se želimo združiti, se ne smemo ločevati, pojasni in se vrne k občinstvu. Oblikujmo 3-barvni bataljon. Kajpak je znal zaigrati na prave strune, kajti spet se vsi strinjajo. Črni petelin, oborožen s sijajnimi idejami, kokoši zlahka prepriča, da bo sam prevzel vlogo poveljnika. V prvih vrstah bodo potentakem z njim na čelu črne kokoši, v ozadju rjave kokoši in rjavi petelin, v sredini pa bele kokoši. Bele kokoši so izgubile petelina, zato potrebujejo naše okrilje. Rjavi petelin stopi k črnemu in mu reče: Najprej sem vam, ki niste izgubili nobene kokoši, dolžan zahvalo za solidarnost in uvidevnost. Strašno smo vam hvaležni. Kar zadeva postavitev, se povsem strinjam, da bele kokoši ostanejo v sredini. Ampak hkrati morate razumeti moje pomisleke. Jaz sem rjavi petelin in moja skupnost je izgubila vrlo tolsto Gertrudo. Naj me koklja brcne, če to nista dobra razloga, da se rjave kokoši z menoj na čelu
pomaknejo v prve vrste. Dovolj, zavpije Noemi, prav ganljiva in ljubkasta gospoda Petelina. Toda vajino petelinjenje je smešno. Ozrita se vendar, mar ne vidita, da sta sama? Me, kokoši, smo v premoči in vidva potrebujeta naše okrilje. Bele kokoši, presunjene nad Noemijinim pogumom, navdušeno zaploskajo s krili. Videti je, da se vsi strinjajo. No, skoraj. Rjavi in črni petelin povesita grebena, bele kokoši se pomaknejo v prve vrste, med rjavimi in črnimi kokošmi pa završi. Kmalu se vrvežu pridružijo še bele kokoši. Nenadoma ni več niti ene same, ki bi znala držati kljun. Noemi ima prav, petelinom je en prepeličji jajček mar za naše mnenje. Mnogo nas je, odločiti moramo skupaj. Rjave, bele ali črne, tudi me imamo pravico do besede. Sredi vsesplošne kakofonije se naposled oglasijo 3 kokošje odposlanke. V imenu vseh kokoši z dvorišča zahtevamo pravico do glasovanja za novo in pravičnejšo razvrstitev. Noemi, ganjena nad pobudo kolegic, brez omahovanja pristane na zahtevo. Črni in rjavi petelin, ki ju je tok dogodkov povsem povozil, se nejevoljno vdata in zgolj lahno prikimata. Gospe in gospoda, oznani Noemi, drage koklje in draga kokota, glasovanje je odprto. Glasovanje poteka mirno. Izbrana je nova postavitev. Kokoši bodo razvrščene po kolonah. Vse kaže, da so kokoši zadovoljne z izidom. Črni petelin je zadovoljen. Rjavi petelin je zadovoljen. Le Noemi je zamišljena. Dobro, radi bi bili pravični, kaj ne, reče nekoliko rezko. Toda zakaj so ob straneh samo črne in rjave kokoši in niti ene same bele? Gospe in gospoda, vse lepo in prav, ampak še enkrat moramo premisliti našo postavitev. Kokoši zavzdihnejo. Petelina, popolnoma nebogljena in zmedena, pokukata k Noemi, a ta se je medtem že zatopila v kracanje izračunov na tleh. Po dolgih urah kracanja in brisanja in čečkanja in brisanja se končno vsi strinjajo. Če se želimo združiti, se ne smemo ločevati, temveč se moramo zmešati. V slogi je moč. Ne bodi len, se kure brž pomešajo in končno pravično zmešano v en glas bučeč pozovejo k boju. Za Gertrudo, za Marcela, za rjave kokoši, za bele kokoši, le naprej, le naprej! Živele črne kokoši, živele rjave kokoši, živele bele kokoši! In s strumnim korakom se odpravijo v boj. Dragi otroci, uživajte in ne pozabite, pamet v glavo. Lepo se imejte.